Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Naj na začetku te oddaje najprej izrečem iskreno sožalje prebivalcem Šoštanja in Velenja in svojcem premogovniških žrtev, ki jih je vse skupaj doletela ta tragična nesreča ta teden. Zdaj pa k oddaji Odmev tedna. Naš gost je tokrat preiskovalni novinar Nenad Gluks. Nenad, lepo pozdravljeni. Mogoče komentar k tej nesreči? Ja, bi rekel, ta nesreča tragična nas res opominja, kako smo krhki, pač da vsak trenutek se lahko kaj takega zgodi. Sploh ljudem, ki delajo v tako rizičnih poklicih, kot je rudarski, ne. Tako da res svojcem sožalje, ne. In žal verjetno se kakšne stvari tudi ne morejo predvideti, kljub vsem varnostnim ukrepom, ampak to je zdaj stvar organov pregona, da ugotovijo, če je šlo karkoli narobe, ne. No, sicer pa je ta teden odmevala prisega novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tule je slika, ta slika je obšla svet, kar nekaj zanimivosti je na tej sliki. Prva zanimivost je ta, da predsednik Amerike tokrat ni držal roke na Svetem pismu. Zdaj, nekateri komentatorji, bilo jih je sicer, so bili precej skriti, ne, ampak vendarle so nekateri komentatorji rekli, da je mogoče v vmesnem obdobju od prvega mandata in do zdaj na pobudo hčerke Ivanke prestopil predsednik Trump v judovsko religijo. Kaj meniš o tem? To mislim, da sem tudi nekje zasledil, nekje pisalo, ampak ne vem. Ja, ne vemo. Ni bilo pa nič izpostavljeno, ne, kar je pa tudi zanimivo. Tako je, ja. Tako da to so špekulacije. Sicer pa na tej sliki dva Slovenca, sicer imamo na več teh slikah 3 Slovenci v Beli hiši, smo lahko ponosni. Ja, mislim, da je, bi rekel, to, da imamo Slovenko v Beli hiši že drugič, ne, drugi mandat, zdaj, kjer je Melania Trump s svojim soprogom, je pomembna zadeva, ne. Ali zdaj Slovenija od tega lahko kaj ima ali ne, je druga stvar, ampak vsekakor je redko, oziroma do zdaj se še to ni zgodilo, eno vprašanje, kdaj se bo, ne. No, se tudi ni vedno pomembno vprašanje, kaj pa mi zdaj lahko od tega imamo, ne. Vprašanje je res nenavadno, zakaj bi morali vedno nekaj imeti od tega, ampak vendarle lahko smo ponosni, predvsem pa je ves ta demokratični svet razveselila novica, da imamo zdaj v Združenih državah Amerike spet ponovno samo 2 spola. In to je moški in ženski spol. Ja, ta novica do Evrope še očitno ni prišla, ker tukaj zaenkrat imamo še, ne vem, 50 ali 70 spolov, ne. Ampak kaže se ta veter sprememb, da mogoče ta prebojenska ideologija, ki je res zašla v neke bizarne vode, ne, ko se več ne ve, kdo je moški, kdo je ženska, koliko spolov imamo, da se to počasi gre v zaton, ne, da pač se da bo razum vseeno prevladal. In morda se tudi v Evropi zdaj bo šlo v to smer, ne. Sploh nas pa lahko veseli, da se praktično bo mogoče prepovedala ta kastracija mladoletnih oseb. Ne morem drugače reči, ne, kot tako, ker če spreminjaš spol mladoletni osebi, je to, ne. Ja, in posebej tako mladina, ne, ki se še išče, če jim ti govoriš, da v bistvu je spol stvar odločitve, da je to v družbi pač družbena kategorija, ne biološka, ne, potem so zmedeni in se marsikaj lahko zgodi, pri čemer so lahko posledice pa nepovratne, ne. Če se začnejo s kakšnimi terapijami za spremembo spola in tako. To so zelo nevarne zadeve, da s tem mlade okužiš, ne. Ja, tako. No, sicer pa, kar se tiče Evrope, veliko je bilo že komentarjev, ampak recimo glede Slovenije mogoče to povečanje sredstev za NATO. 5% BDP-ja naj bi dali za NATO, je to veliko, bomo to zmogli? To bi bilo, mislim, da približno vsaj 3 do 4 več, kot dajemo zdaj. Ja. Ne verjamem, da bo Slovenija kadarkoli toliko dajala.
če bomo namenjali 2% BDP, kot je zaenkrat neka meja, bo že v bistvu, bi rekel, velik dosežek, glede na našo posebej levo politiko. Tako da to dvomim, da bo šlo do 5%. V nekaterih državah NATO pa se že približujejo temu, recimo na Poljskem, kjer se bolj zavedajo te ruske nevarnosti, ker so bili že okupirani se strani nekdanje Sovjetske zveze. Tako da pri nas se očitno še ne zavedamo pomena te odgovornosti za lastno varnost. Mislimo, da nas bo, ne vem, ali Amerika varovala ali kdo drug in ne namenjamo niti tistih 2%, kot bi bila vsaj neka tista osnova. No, včeraj je spregovoril predsednik Trump tudi v Davosu na tem forumu preko Zoom aplikacije seveda, in je dejal nekaj zelo zanimivega, da če bi šle cene nafte dol, če bi se znižale cene nafte, oni bodo seveda zdaj, tako je rekel, drill baby drill, oni bodo zdaj spet vrtali, in ker praktično ležijo na nafti in konec koncev, tudi to je bilo slišati, zdaj, če se Kitajska ne drži tega zelenega dogovora, zakaj bi se ga Amerika, in konec koncev, zakaj bi se ga Slovenija. Ampak ne glede na to, zdaj, kar se tiče vojne v Ukrajini, to je bila zanimiva misel, če bi se znižale cene nafte, bi bilo tudi vojne v Ukrajini hitro konec, ker bi tudi Rusi manj zaslužili z nafto. Ja, lahko upamo, da se bo res vojna v kratkem končala, ali pa saj, da bo nastopilo neko dolgotrajno premirje. Tega konflikta še ne bo kmalu konec. Zelo verjetno se Rusija ne bo kar tako umaknila iz ukrajinskega ozemlja, ki si ga je celo protipravno prisvojila, en del tega. Če bo Trump pripomogel k temu, da se tam zaključi vojna, je vsekakor hvalevredno. Zdaj je vprašanje, na kaj bodo Ukrajinci pripravljeni, ali bodo sploh postavljeni pred dejstvo, ker če ne dobijo zahodne pomoči, ameriške pomoči tudi, potem enostavno se te vojne ne morejo zmagati. No, seveda je predsednik Trump takoj tudi podpisal javno, tako spektakularno, izstop iz podnebnega pariškega sporazuma. In dejansko, to kot sem rekla, okoljski ukrepi naj veljajo za cel svet, je rekel, če ne za Kitajsko, potem tudi za ZDA. Mislim, kaj bo zdaj z nami? Mi smo ena mala pikica v tej okoljski zgodbi, zdaj pa zapiramo Šoštanj, Teš. Mi smo praktično postavili na tnalo, na oltar praktično vse, kar imamo v energetiki, zaradi nekega zelenega norosti, absurda. Pa ne samo Slovenija. Zdaj sem pogledal podatke od Mednarodne agencije za energijo. Od vse količine premoga, ki se na leto pokuri na svetu, je približno 60% pade na Kitajsko, 15% na Indijo, 4% na ZDA in 4% na Evropo. To pomeni, Slovenija pa itak je tukaj zanemarljiva in Evropa lahko naredi, kar hoče v zvezi z zelenim prehodom, kaj dosti pripomogla k omejevanju globalnega segrevanja ne bo, lahko pa zelo uspešno uniči svoje gospodarstvo. Zaradi tega, ker mi zdaj zapiramo termoelektrarno v Šoštanju, Teš. Na Kitajskem bodo v naslednjih nekaj letih zgradili 300 novih termoelektrarn. Imajo jih pa že zdaj, mislim, da 1200 ali 1300. Koliko bomo zdaj mi pripomogli k temu? Ja, in na veliko delajo električna vozila, ki jih poceni prodajajo v Evropo. Evropa ni uvedla carin na kitajska vozila, še ali že, ali kako, mislim, da ne. Ampak ZDA pa bo. Zdaj, kaj bo zdaj z vsem tem, s temi carinami? Ja, imam občutek, da se Kitajska kar da jo skrbijo te carine, ker sta Amerika in Evropa največja kitajska trga, tako da uvedba carin se strani Amerike na kitajsko blago bi Kitajsko zagotovo zelo prizadela. Kljub temu, da se večkrat
zdi, kot da je Kitajska nek gigant, ki je nenehno v vzponu, da bo prevladala nad svetom. Oni imajo zelo velike notranje probleme na Kitajskem. Tudi imajo prenizko rodnost, imajo že problem z zagotavljanjem delovne sile, imajo velik pritisk, recimo mlajši na nepremičninskem trgu, tako da Kitajska jo ne ogroža v bistvu, mislim, da toliko recimo Amerika, ampak njihove notranje zadeve, ne. Tako da to je vprašanje. Je pa Trumpova tista geslo najprej Amerika, on bo verjetno rešil v zaščito ameriškega gospodarstva, torej s carinami, ne. Upajmo samo, da ne bodo za Evropo preveč, da ne bodo Evrope preveč prizadele. Ja, dobro, 25% carine je rekel, ampak bomo videli. No, to je še stvar pogajanj. Ja, tudi TikTok je bil vprašljiv, ne. Bidenova administracija ga je želela ukiniti, ne. Itak so precej oni posegali v ta družbena omrežja, cenzurirali vse stvari, predvsem so se najbrž bali velikega vpliva tega omrežja, na katerega niso imeli vpliva, ne. Tako je slišati, namreč vsa ta propaganda, kakršnakoli, čemurkoli rečejo propaganda, se je neomejeno širila. Ampak zdaj pa predsednik Trump je pa rekel, da želi polovično lastništvo, 50-50, da še nekdo vstopi v TikTok in to naj bi bil Elon Musk. Je to v redu? Očitno pač preko tega TikToka, ne, pa verjetno preko drugih družbenih omrežjih imaš dostop do marsikaterega podatka, do milijard podatkov, ne samo do podatka, in v bistvu se da to tudi izkoristiti zagotovo za stvari, ki niso tako nedolžne. Torej, za pridobivanje informacij, ki ti lahko pomagajo recimo na gospodarskem področju, tudi političnem, da se vplivati na volitve, ne. Celo v Romuniji so bile nedavno, mislim, da predsedniške volitve razveljavljene zaradi vpliva TikToka, ne, kar je zelo problematično, da se v državi Evropske unije neke volitve razveljavijo, da je vprašanje, ali bi res tako vpliv ali ne. Ampak zagotovo Kitajcem ni za zaupati, ne? Da ne vohunijo, da ne vplivajo na vse te načine. Tako da ta Trumpova ideja pač skušajo verjetno imeti nek dostop tudi do tega, kaj je v ozadju, ne? In preko lastništva se to verjetno lahko. No, ampak na tej inauguraciji so bili vsi voditelji teh tehnoloških velikanov. Kaj zdaj to pomeni? Kdo zdaj obvladuje Ameriko? Tehnologija? Vsi so se prišli prikloniti Trumpu, ne? Ja. Poljubiti prstan, je bilo rečeno. Zdaj je vprašanje, kdo komu vlada, ne? On je verjetno odvisen od njih, oni od njega. Zanimivo je, da je Mark Zuckerberg, ne? Ki je bil vedno pač sprejet kot nekdo bolj levo usmerjen. In tudi je bil, saj cenzuriral Facebook oziroma Meto, ne? Ja, kar naenkrat je obrnil ploščo in zdaj je velik zagovornik svobode izražanja, da ne bo več tako imenovanih fact-checkerjev, ne, tistih, ki preverjajo resničnost objav, recimo na Facebooku, ne. Tako da v ozadju je verjetno posel, ne to, da bi kar naenkrat presvetlila ta misel, da je svoboda izražanja tako pomembna. Ampak zanimivo je, ne, Elon Musk je verjetno res tudi tako, bi rekel, ideološko bolj na strani Trumpa, ne. Medtem ko drugi pa verjetno so presodili, da bi jim to lahko koristilo za posel. Se veste, kako rečejo Američani, business is never black and white. To se pravi, posel ni nikoli črno-bel. Je malce takole mešano, ne, roza in vseh barv, ne. No, ampak tisto, kar je pa tudi zanimivo, pa je, da je Biden v zadnjih minutah pravzaprav svoje oblasti pomilostil seveda nekatere člane svoje družine in tudi nekatere politike. Med njimi doktorja Faucija, ki je bil seveda glavni propagator in oče virusa COVID-19, ko pravijo, ne. Zdaj,
tu se pojavlja zanimivo pravno vprašanje. Se veste, okoli Faucija, Covida, cepiv je bilo zelo veliko tudi nasprotovanj in tudi argumentov, ki so šteli. Ne? Kaj zdaj pomeni pomilostitev vnaprej, ne? Ko ga sploh še nihče ni nič obtožil? Ali to pomeni, da je nekdo kriv, če ga ti vnaprej pomilostiš? Lahko bi se tudi tako razumelo, lahko pa je tudi ozadje, če bi recimo eventualno prišlo do procesa zoper njega, da bi marsikaj se potem razkrilo. Marsikaj bi prišlo na dan, mogoče tudi problematičnost uvedbe cepiv. Ne. Večina se nas je takrat cepila, pač smo v dobri veri, da se bomo s tem zaščitili sebe in vse okoli nas. Sliši se tudi mnogo dvomov glede teh cepiv, da niso bila dovolj preizkušena. Tako da vprašanje, kaj je bilo vse v ozadju. Vemo, da se je ujela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v neke telefonske razgovore. No, zdaj imamo sliko Ursule von der Leyen, prav dobro, da ste to omenili. Zdaj prav, ona je zdaj na tem Davosu na srečanju. Prav, ko je bila inauguracija Trumpa, to je zelo zanimivo, so pa na belgijskem sodišču zavrnili tožbo proti predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen v povezavi z izmenjavanjem sporočil s farmacevtskim podjetjem Pfizer in pogovorom, ki ga je imela z direktorjem. Ne. Skratka, zdaj o tem ne bo nič. Sodišče o tem ne bo razsojalo. Je pa res, da je bilo neporabljenih odmerkov za najmanj 4 milijarde evrov. To je pisal Politico že leta 2023. Ne. To se pravi, je šlo v osnovi pri teh cepivih pravzaprav za posel. Ne. Ja, zagotovo tudi. Zagotovo. In mi, ker so pač to tožbo na belgijskem sodišču so zavrnili, ne, kar pomeni, da o tem ne bodo govorili, očitno to ne bomo nikoli izvedeli. Večkrat govorimo o problemu pravne države v Sloveniji, ne, kako deluje sodstvo, tožilstvo, ampak vidimo tudi na tej globalni ravni, tudi v državah, ki so tradicionalne demokracije, uveljavljen pravni red, se dogaja marsikaj. Ne. Tudi recimo, da nek predsednik v odhodu pomilosti člane svoje družine. Ne. To je v bistvu bizarno, ne, ampak očitno je zakonito. Ja. Tako da to je vse relativno. Ne. Ja. No, ne preseneča pa seveda izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga je tudi podpisal predsednik Trump takoj prvo uro. Ne. Zakaj je to storil? Mislim, da je bila razlaga, da je Amerika preveč sredstev padlo na Ameriko za financiranje te zdravstvene organizacije, pa večkrat je tudi kazalo, da je ta organizacija tudi precej ideološka, ne? In očitno je presodil, da ni v interesu Amerike, da so še notri, da financirajo to. Ne? No, mogoče bo sledil še kdo. Ne? Zdaj pa seveda so vprašali na hrvaški televiziji Bujica tudi Janeza Janšo, kaj pomeni ta Trumpova zmaga. Zdaj naj na začetku se takoj opravičim, ker bomo vse iz te oddaje Bujica smo vzeli 3 inserte, še iz ene druge oddaje, ki jih bomo pokazali. To bo vse tudi v hrvaščini, tako kot je bilo predvajano, in se seveda opravičujem zaradi tega. Prevod v slovenščino pa bo v pisnem zapisu te oddaje in pa seveda tudi v pisni domovini, kjer sodeluje tudi naš gost. No, zdaj pa prisluhnimo, kako je Janez Janša na Bujici odgovoril, kaj pomeni zmaga Trumpa, tudi v zvezi z njegovimi kazenskimi zadevami. Koliko je pobjeda Donalda Trumpa, gospodine Janša, i za vas osobno i u političkom smislu satisfakcija? Jer bili ste izloženi napadima kao jedan snažan europski premijer tada i kao čelnik, ali i u opoziciji, upravo zbog čvrste politike kojom ste Sloveniju i Europu tada pokušali zaštititi od ilegalnih migranata.
I zapravo već u samom inauguracijskom govoru i prvim potezima gospodina Trumpa vidi se da je ta politika ono što žele ljudi koji drže do vlastite nacionalne sigurnosti, a Amerikanci su nekada davno, a i vrlo vjerojatno će to biti ponovo, bili primjer za tako nešto. S druge strane, sličnost vas i Trumpa, zato sam vas i zvao danas za komentiranje ovog, hvala vam što ste se odazvali, je i u tome što su i vas pravosudnim igrama takozvane duboke države pokušali bezuspješno kompromitirati, stiskati, skretati pozornost. Gušili su vas da svoje vrijeme zapravo provodite na sudovima umjesto u političkoj areni i niste pokleknuli. I vaš primjer pokazuje da zapravo da se isplati ne odustati. To su te neke sličnosti. Koliko to evo sad znači pa i za Europu u budućnosti? Evo, to su neke sličnosti, ne samo između toga što se dogodilo predsjedniku Trumpu i meni, nego i u tome da ova ljevičarska politika u posljednjim decenijama iskorištava državu, iskorištava državne institucije, iskorištava pravo, sudstvo za obračun sa političkim suparnicima. Kod nas to još uvijek traje, nažalost. Protiv mene u 30 godinama oni su pokrenuli 160 postupaka. Možda i više. Toliko smo našli kad je izašla knjiga o tome pre par godina. Ali to što se dogodilo u Americi neće rešiti naše probleme, kao što sam rekao. Tu je najviše pozitivna posljedica toga što se dogodilo u Americi je da oni koji upotrebljavaju, koji zloupotrebljavaju državne instrumente za političke obračune, vide da i u takvoj zemlji kao što su Sjedinjene Američke Države, to ipak na kraju ne ide. Tako da to jest neka poruka za njih, a i za nas da se isplati ustrajati kao što to mi radimo. Torej, je poanta v tem, da seveda ne bo to imelo neposrednega vpliva, ampak vendarle je videti, da ti pritiski levice, kot je dejal, in levičarjev, kot je dejal Janez Janša, preko pravosodnega sistema vendarle nimajo takega vpliva. Kaj vi menite o tem? ZDA in Slovenija sta dve popolnoma drugačni državi, še vedno, ne? In v Sloveniji je žal sodstvo tako prepredeno z ljudmi še iz prejšnjega režima ali pa z ljudmi, ki so jih vzgajali ti ljudje iz prejšnjega režima, tako da jaz tukaj nekega izjemnega napredka na krajši rok ne vidim. Morda novejše generacije sodnikov, ne. Drugače pa se izkorišča pravosodni sistem v ZDA in tudi pri nas, tudi za politične obračune, ne. Pri nas je to posebej prisotno. Vidimo pa, tukaj mi je bilo pa zanimivo pri tej oddaji, pri tem posnetku, mislim, da sem prvič slišal Janeza Janšo govoriti srbo-hrvaško, ne. In to dejansko srbo-hrvaško, ker je malo mešal srbščino in hrvaščino. Je pa zanimivo, ne, slišati. Ja, lejte, mi smo vsi iz tistih časov, ko smo imeli skupno državo in je bil to seveda tudi predmet v šolah. Ne. To moramo povedati ljudem, ki mogoče tega, ali pa mlajši generaciji, ki tega ne ve. In tudi v vojske, recimo, je bil to jezik. Tako, v vojske, dobro, jaz nisem na vojske, ampak smo imeli cirilico v šoli, ne, tako da je bilo to nekaj običajnega. No, se je tudi ta skupna jedra, ideja o skupnih jedrih, ne, ki jih je ta beograjski srbski SAZU prinesel, da bi pač imeli neka skupna jedra v šoli, ta so bila pravzaprav razlog tudi, da je Slovenija začela razmišljati intelektualci o samostojni državi, da to je pa bilo preveč vsega. No, ampak vendarle vpliv Trumpa še vedno, ne, gledamo, tudi predsednik Trump je dal zelo veliko pretrpel
konec koncev so tudi njega malo zaprli, ne, če se spomnimo. Ne. V bistvu je to en poseben karakter človeka. Kaj naredi, in podobno tudi Janez Janša, ne, zaprt in prestal vse tole. Povejte mi, kaj je to v karakterju človeka, da to zdrži? Želja pomoči po vladanju. Ampak pri Trumpu je bilo zelo zanimivo spremljati, kako je ravnal ob atentatu nanj, ne? Ja. Ko je v bistvu za las pač Krogla ga je ranila uho, ne? To pomeni, zelo blizu smrti je bil, ne? In dejansko v tistem hipu je odreagiral na ta način, mislim, da je dvignil roko, ne, v znak pest, ne, v znak še vedno sem tu, še vedno se borim. Fight. Ja, borimo se, boj. To je dejansko, mislim, da je verjetno zelo malo voditeljev, ki bi na ta način odreagirali v taki situaciji, ne. Nasploh zelo malo ljudi. In s tem je res pokazal nek karakter, ne, kljub temu, da ga lahko kritizira zaradi mnogih stvari, ampak tudi Američani so v njem prepoznali nekaj čisto drugega, kot recimo v Bidenu ali pa v Kamali Harris, ne, tako da so mu potem zaupali tudi večino glasov na volitvah. Takrat je zmagal, pravzaprav 13. julija na dan tega atentata zelo verjetno dobil vse te ljudi na svojo stran. No, zdaj pa poglejmo, kdo vse je bil na tej inauguraciji, ne. To je recimo oče Melanije, potem je seveda naš podjetnik Boscarol, pa gospa Metka Zorc, ki ima tudi kliniko Medicor, potem recimo sta tule nadškof oziroma škof, se opravičujem, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, pa seveda spet Boscarol. Tule je bilo to je bil ta dogodek, kjer so oni vsi spremljali, ne, to inauguracijo. No, potem pa še seveda člani stranke SDS, ne, gospod Žan Mahnič, pa gospod Branko Grims, pa Andrej Poglajen. Zdaj, ali nas je med temi obiskovalci in udeleženci karkoli presenetilo? Naj povem, da je potem bil še nek podjetnik, ki ga pravzaprav iz orožarske industrije. Ja, iz orožarske industrije, pa gospa Zorc je potem imela tudi en del svoje družine, sestro pa njenega moža in otroke, ne. Nas je karkoli presenetilo med temi obiskovalci? Ja, gospa Zorc je rekla potem, da so družinski prijatelji z Melanijo že dlje časa. Ni hotela povedati kaj podrobnosti, na kakšen način so se spoznali in kako je prišlo do tega prijateljstva. Vem pa, da je pisalo, da jih je potem Melanija povabila tudi v Belo hišo, Ja. da so bili tudi tam gostje, tako da očitno jih zelo ceni in so si zelo blizu. Tudi gospod Boscarol je rekel, da je prijatelj z Melanijim očetom Viktorjem. Tako da ja, to je v bistvu velika čast, da si med izbranci, ki prisostvujejo temu dogodku. Ja, in pa seveda ljubljanski pomožni škof, gospod Jamnik je pa molil za mamo, ki je bila bolana in je prejšnje leto tudi umrla, ne. Tudi to smo lahko slišali. 3 poslanci oziroma 2 poslanca SDS iz Državnega zbora in Branko Grims iz Evropskega parlamenta so pa po tej politični liniji bili povabljeni s strani republikancev na inauguracijo, na ta dogodek. Ja, in slišali smo tudi, da gospod Hojs žal ni mogel jediti ravno zaradi Tamare Vonta, ki ga je vabila na to zaslišanje, čemur smo prisluhnili včeraj. Dobro, zdaj tule smo lahko slišali spet na Bujici, eni drugi oddaji, in sicer bil je gost Branko Grims, on pa je predlagal Nobelovo nagrado za gospoda Elona Muska, pa prisluhnimo. Ko kontrolira medije v Sloveniji? Večinski. Ja, tako kot povsod, v glavnem ultralevica. To se pravi, mediji, osrednji mediji so praktično vsi levičarski, to je enako stanje v Sloveniji, na Hrvaškem, v Evropi in tudi v ZDA ni nič kaj dosti bolje. Prav iz tega razloga je to, kar je naredil Elon Musk, ki je odkupil s svojim denarjem X, oziroma Twitter nekdanji, in ga odprl za vse
različne poglede, brez omejitev, se pravi, omogočil dejansko svobodo pač javne besede, dejansko svobodo govora, s tem je naredil za spoštovanje te človekove pravice in tudi posredno vseh drugih človekovih pravic, več kot kdorkoli drug. Zato je ta predlog za Nobelovo nagrado tako utemeljen. In seveda, ko govorimo o stanju v Sloveniji, ali pa če bi šli na stanje v Hrvaškem, je najbrž zelo podobno, v celi Evropi je vendarle svoboda govora na udaru. Zdaj, je vendarle treba postaviti eno drugo izhodišče. Poglejte, pokojni dr. Jože Pučnik, dejanski oče samostojne Slovenije, je večkrat dejal, da demokracija ni končni cilj, ampak demokracija je pot, ki jo je treba braniti vedno znova in znova. Ne? In tako je tudi svobodo javne besede. Svobodo javne besede se vedno ogroža in vedno se jo poskuša omejevati. Kadar se to počne strani oblasti, potem pomeni, da država drsi v totalitarizem. In nažalost je bil ta proces po celem svetu do tega prevzema strani Twitterja oziroma sedanjega X strani gospoda Elona Muska, ta proces je bil že zelo izrazit. Zdaj je vendarle tu en prostor, na kateremu se da parirati. Vendarle je tu ena velika razlika med Evropo in ZDA. V ZDA so praktično vsi na Twitterju oziroma na X. Praktično vsi volivci ZDA so na X. In zato so tam sporočila tako močna, tako odmevna. Ne? V Evropi je to v glavnem omejeno na mnenjske voditelje. Vidimo Joe Rogan kako je zapravo se spasila sloboda njegove riječi zahvaljujući gospodinu Musku. To je recimo taj primjer. Zato bi bilo moje sporočilo vsem na Hrvaškem, v Sloveniji, po celi Evropi, vsi na X. Vsi odprite svoj račun na X-u in sledite ljudem, ki odločajo, ljudem, ki jim zaupate, da boste brez umestnih posegov, brez te kakršnihkoli uredniških omejitev ali pa česarkoli drugega, iz prve roke informirani o vseh stvarih. Ili gledajte Fox, gledajte Z1, gledajte Novu 24. To je vse, ampak vsi vemo, da vsi ne morejo gledati Z1, ne? Vsi ne morejo gledati Foxa. Lahko so pa vsi na X-u in vsaj občasno pogledajo vsaj bistvene stvari. Kajti zdaj se kaj dela v Evropi? Celo sprejet je bil nek digitalni akt, ki ga absolutno zavračam. Ne? Da se reče, ja, veste, ene vsebine so pa tako problematične, da nekoga žalijo ali pa so tako zahtevne, da mi o tem bomo jih kar zaprli, da se o tem ne bo govorilo, da ne bodo več dostopne normalnim ljudem. Mi moramo ljudi zaščititi pred neresnico. Ne? No, kaj vi menite, kolega Nenad Glüks? Zdaj, če gremo v Sloveniji vsi na X, jaz recimo nisem, ampak recimo, če gremo vsi na ta X, mi imamo vendarle neko predvideno novo medijsko zakonodajo, ki nas bo tretirala popolnoma kot neke kriminalce, če bomo nekaj napisali, če bomo želeli vplivati, če bi Bog ne daj kaj monetizirali od tega. Ne? Kako je zdaj s to medijsko zakonodajo pa s tem predlogom in s tem, kar je naredil Elon Musk? Nam to daje kakšno upanje ali ne v Sloveniji? Ne vem, če bo Elon Musk ravno prejel Nobelovo nagrado za mir. Ne? Je pa zagotovo zelo veliko naredil za svobodo izražanja. Zdaj ne vem, ali bo dobil gospod Grims kakšno plačilo za to reklamiranje X-a, ampak res je pomembno, ne, da ni cenzura ali samocenzura na teh družbenih omrežjih. Celo Mark Zuckerberg, ne, lastnik Facebooka in Instagrama, je povedal, da spreminjajo svojo politiko omejevanja svobode izražanja na teh družbenih omrežjih in je tudi rekel, da tako imenovani fact checkers, torej ljudje, ki so preverjali resničnost dejstev, da se jih bodo pač znebili. Zaradi tega, ker to je sam povedal, se je velikokrat zgodilo, da so neko svojo ideološko ali politično agendo preko omejevanja svobode izražanja uveljavljali, ne? In s tem v bistvu vplivali tudi na javno mnenje, na politične procese in je celo prenesel iz Kalifornije v Teksas sedež družbe zaradi tega, ker je Kalifornija znana kot neka
izjemno levičarska zvezna država, Teksas pa to ni. Tako da tukaj je vloga Elona Muska res pomembna. Evropa pa se zaenkrat še očitno nekako je v tej ideologiji ostala, ne, omejevanja svobode izražanja pod krinko boja zoper sovražni govor, ne, kjer se pa marsikaj lahko pod to podtakne sovražni govor, recimo tudi kritika do oblasti. Ja, in kaj v Sloveniji zdaj, ko se obeta ta nova medijska zakonodaja? To v bistvu je ta zakon o medijih novi je nek zmazek, ne, ki so ga naredili na Ministrstvu za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko, ko se pravzaprav niti ne ve, na koga se vse nanaša to, kdo so zdaj vplivneži, kdo je tisti, ki monetizira uporabo družbenih omrežij, kakšna pravila bodo veljala, posebej recimo tak poseg hud v svobodo izražanja, da bo nek medijski inšpektor lahko odrejal zelo visoke globe. Ki bo služil pri Asti Vrečko, ne? Ja, da bo on presojal tisto, kar bi morala biti v bistvu izključna pristojnost sodišč, ne pa nekih uradnikov, ki so v bistvu del izvršilne veje oblasti. Tako da upam, da ta zakon ne bo šel skozi. No, upajmo. No, zdaj pa poglejmo dejansko, torej situacija je kritična v Sloveniji, pa poglejmo, kako so ta Trumpov govor prevajali na RTV Slovenija, na Planetu TV in kaj se pravzaprav na RTV Slovenija dogaja s prevodi. No, najprej prisluhnimo prevodu RTV Slovenija. Avtoceste. Zmagali so v 2 svetovnih vojnah, premagali fašizem in premagali čisto vsak izziv. To je bilo RTV Slovenija. Zdaj pa poglejmo, kaj je Planet TV objavil iz istega govora. Premagali fašizem in komunizem v svetovnih vojnah. Torej, fašizem in komunizem na RTV, komunizem zginil. No in recimo bilo je tudi na RTV, ko je Obama govoril, pred leti, ko je postal predsednik na inauguraciji, tudi tam ni bilo komunizma. Poglejmo, kako je bilo to. Nekdanje generacije se še spomnijo tako fašizma, nacizma. In tišina, ne? Poslušajte, zdaj, kaj se dogaja s temi nikogaršnjimi hlapci, ne? Moram reči, nikogaršnji hlapci, se jih vedno znova pokažemo, namreč sami so se tako imenovali, ne? Tale mali zdrs, to ni bil mali zdrs, smo narobe prevedli, ne? To je bila neka gospa, mislim, da se je pisala Maša Dolanc, ne? Imela zanimiv priimek. Skratka, to ne gre za neko napakico, ampak to gre za sistemsko izogibanje besedi komunizem, kadar gre za slabo konotacijo. Namreč tudi, ko je prišel v Slovenijo, tega se pa sama spominjam, ne, prišel je Bill Clinton junija 1999 in takrat prevajalka ni prevedla, Clinton je na koncu rekel God bless Slovenija, Bog blagoslovi Slovenijo. Tega ni bilo. To je bilo škandalozno. Nam vsem, lejte, jaz mislim, da 3/4 Slovencev razume angleško, vsaj toliko razume, da če kdo reče komunizem, da vemo, da je bil to komunizem, ne komunizem. Zdaj, kaj se dogaja s temi nikogaršnjimi hlapci? Oni bodo v tem letu dobili 150 milijonov denarja, seveda 3/4 tega je naš prispevek, ki ga obvezno plačujemo, ne? In niso sposobni zagotoviti enega adekvatnega, poštenega prevoda. Niso sposobni, ne želijo, imajo zablokirane glave. Kaj je zdaj to? Ravno zaradi tega pa bodo dobili denar, da tega ne počnejo. To je v bistvu ta ideologija veje iz RTV Slovenija, očitno na vseh nivojih, celo pri prevodih, ne, ki naj ne bi bili problematični, očitno imajo problem s prevajanjem komunizem iz angleščine. Zelo jih moti, seveda, kot moti ves levi pol na slovenske politike, dajanje komunizma v kontekst fašizma in nacizma, ne. To je za njih zelo moteče, kar je za demokratični svet nekaj normalnega. Torej, pri nas se vedno poudarja proti antifašizem, antinacizem, pri čemer
tisti, ki to govorijo, pa nikoli zraven ne povejo antikomunizem. Ne. Ja. Tudi tisti, ki se razglaša za antifašista, hkrati pa ni antikomunist, ni demokrat. Tako kot nekdo, ki recimo kritizira komunizem, pa hkrati ni antifašist ali antinacist, tudi ni demokrat. Ne. To gre skupaj. To so 3 totalitarni sistemi, očitno tisti pri nas, ki skušajo zamolčati komunizem in njegove zločine, pač so še vedno v teh totalitarnih vzorcih ujeti in je pravzaprav zelo žalostno, da RTV Slovenija še več kot 30 let po demokratizaciji, po osamosvojitvi je po mnogih kriterijih še v slabši kondiciji demokratični, kot je bila takrat. Ja, to je stalinizem pravzaprav. To tudi komunizem ni, to je stalinizem. Ne? Orwellov leto 84. Ampak recimo, jaz sem se vedno spraševala ob tem napisu na majici nikogaršnji hlapci. Ne? Mislim, tam sem bila v službi 36 let, novinarka na televiziji in nikoli ne bi oblekla te majice, zato ker vem, da so novinari vedno na nek način pod vplivom politike. To je nepošteno napisati, da tega ni. Ne? In na tej nezavedni ravni prav ta beseda hlapci, mislim, da bi morali na tej majici prebrati komunistični hlapci in namesto za javno RTV za komunistično RTV. Mislim, da piše to, da se to tako bere, no, če mene osebno vprašate. To je bila res sramota, kar so si dovolili in kar si še vedno dovolijo. In dovolimo tudi mi, ki pravzaprav to vzdržujemo. Ja, in to jim omogoča ta sedanja oblast. Ne. To se počutijo varni, lahko počnejo praktično, kaj hočejo. Kar hočejo. Svet RTV nikoli še ni bil tako enoznačen, tako nepluralen, kot je sedaj. Ne. Prej programski svet, marsikaj je bilo slišati na račun programskega sveta v različnih zasedbah, ampak vedno je bil kolikor toliko pluralen. Ne. Večinoma bolj levo, ampak še vedno zdaj praktično glasov z druge strani ni. Ne. Ja, pa ni niti nadzornega odbora. Ne. Kdo sploh nadzira to? Mislim, finančno porabo. Dobro, zdaj gremo na to, kar se je dogajalo v parlamentu. Bil je seveda interpeliran minister Boštjan Poklukar, ki je seveda prestal, saj smo vedeli, tole interpelacijo. Ampak zanimiv pa je podatek, da je 29 poslancev iz vrst predlagateljic Nove Slovenije, SDS in 2 nepovezana poslanca, 29 jih je bilo za, na drugi strani pa 35 poslancev Svobode proti. Ja, kaj se je zgodilo z ostalimi v koaliciji? Očitno niti vsi poslanci Svobode niso bili proti. Ja. Kaj se dogaja? Levica in SD, njihovi poslanci so se vzdržali, kar je dejansko nezaupnica sedanjemu notranjemu ministru. To pomeni, če ga niti v vladi, ne, v vladnih strankah pač koalicijski poslanci ne podpirajo, pomeni dejansko, da ne bi smel ostati na položaju. Ne. Ampak je, ne? Imajo pa neko zavezo, da ne glasujejo v prid interpelacije pač ministrom, ne, znotraj koalicije. Tega se nekako držijo, vendar že s to nepodporo so dali vedeti, da nima, da pač bi moral oditi, ne. In je ostal breme pač Robertu Golobu, ne? Ker Poklukar je breme. Zdaj z vso to navlako, kakršno ima, z vsemi temi od Jušića nezakonito imenovanega nekdanjega generalnega direktorja policije, do vseh nepravilnosti znotraj policije, se vidi v bistvu, da ni neka avtonomna figura. Poklukar, da je v vlogi izvrševalca od Roberta Goloba. Ne, in nikakor mu ni za zaupati. No, ja. Ministrstvo za notranje zadeve je le preveč pomembno, da bi taka oseba ga vodila. Ampak vendarle to ni dovolj za predčasne volitve. Ne? Kučan je rekel, ne bo predčasnih volitev in jih ne bo. Nič ne kaže na predčasne volitve, saj za enkrat. Mogoče, ko se bomo bližali tistemu datumu, ko naj bi bile redne, morda bo SD ali pa Levica presodila v določenem trenutku, da jim bolj odgovarja, če gredo ven, ne, iz koalicije. Takrat se morda utegne kaj zgodi, čeprav dvomim. Tako da
praktično imajo proste roke, imajo dovolj glasov v parlamentu, tako da več ali manj lahko delajo, kar hočejo. Imajo pa tudi ustavno sodišče na svoji strani, tako da lahko sprejemajo marsikateri zakon, ki je dejansko v nasprotju z ustavo, pa bo ustavno sodišče na čelu z Rokom Čeferinom to blagoslovilo. Ne? Ali pa ne, ali pa bodo rekli, ne moremo, pa ne bodo. Ne. Ali pa ne bodo odločali. Zakon RTV tudi niso rekli nič, ne, še. No, zdaj seveda veliko se je govorilo o Centru za varovanje in zaščito in o nepravilnostih in domnevnih nepravilnostih. No, v tem tednu oziroma odhaja s 1. februarjem gospod Damir Črnčec, odhaja na SDH k Žigi Debeljaku. Zdaj mnogi ugibajo, da je to zdaj nagrada zakaj bi bila to nagrada, to novo mesto dobro plačano? Ja, mislim, da bo vodja za korporativno varnost, karkoli že to pomeni. Svoj čas vem, da je postal nekdanji generalni direktor policije Marko Pogorevc. Mislim, da je bil tudi vodja za korporativno varnost ali nekaj podobnega na Telekomu, ne? Ali na Mobitelu. V glavnem, pač to so pozicije očitno namenjene določenim politikom, ne? Zdaj Damir Črnčec je očitno si prislužil to premestitev, ne? Zelo verjetno bo imel tam veliko višjo plačo kot na mesto državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu. Tako da, ja, to so mu pač omogočili, ne. Lahko smo brali ugibanja, da je to nagrada za špioniranje. Ne vem, to so zdaj špekulacije. Ja. Kaj je on špioniral ali ni špioniral, vsekakor pa je to zelo lepa pozicija, ne. No, zdaj govorim zato, ker je pač ta tožilka Gončin, ne, je pravzaprav ovadila zdaj Dejana Padovaca, ki pa je bil nekdanji varnostnik, tudi varnostnik za časa Janeza Janše, ne? To je tisti gospod skrajno levo. No in tudi to naj bi se nanašalo na nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, na to, da so pravzaprav ljudje, posamezniki na nek način sporočali, kaj dela zdaj ta funkcionar, ne samo, da bi ga varovali, ampak tudi sporočali. Kako si zdaj lahko razlagamo vse to, kar se je dogajalo na Centru za varovanje in zaščito in tisto, kar je povedala tožilka Gončin in seveda to podkrepila tudi s to ovadbo? Ja, to so bile zelo hude očitke z njene strani. Ona pač mislim, da je šlo da je zloraba pooblastila, posege v zasebnost, torej on naj bi posegal v njeno zasebnost. Ne vem, morali bi raziskati, kaj je. Pogledi v kamero, ne, če se prav spominjam. Mislim, da ja, ne. Ja. To je zdaj vprašanje. Mislim, da je celo on, kljub temu, da so ga šteli za Janševega človeka, pač nekako naklonjenega, je napredoval zdaj v času sedanje vlade. Torej, tako sem bral, da ni bil nekako na stranskem tiru in to. Ampak gledajte, kdo dejansko obvladuje Slovenijo, ne? Ker ta tožilka je bila pravzaprav v tem primeru Kavaškega klana zelo angažirana in je bila tudi domneva, da mogoče ta klan nadzoruje zdaj tožilko in spremlja, kaj počne in tako naprej. Ja, bile so tudi domneve, da curljajo informacije ven tudi do teh kriminalnih združb, ne? Tako je celo govoril premier Robert Golob. Tako, on je to povedal, ja. In kljub temu, ne, da je to govoril, je hkrati zagovarjal, ne, še do nedavnega, da ostane Senad Jušić na mesto generalnega direktorja policije in še vedno zagovarja, da ostaja Poklukar na mesto notranjega ministra. Ne. To ne gre skupaj, zaradi tega, ker je Poklukar objektivno potem odgovoren za to, za stanje tudi na Centru za varovanje in zaščito in tudi za to, ali so od tam uhajale informacije. Ne. Mogoče. Ker to, mislim, če predsednik vlade govori take stvari, brez da bi imel kakršnekoli dokaze ali indice o tem, potem v bistvu vzbuja nezaupanje v policijo. Torej, če je to res, je to zagotovo stvar, zaradi katere bi se marsikdo moral znajti v kazenskem pregonu. Če pa so to samo neke njegove domneve, ne,
je pa to popolnoma nesprejemljivo, da s tem prihaja v javnost, ker s tem dejansko postavlja pod vprašanje delovanje policije pri navadnih državljanih, ne, kar ne bi bilo prvič. Ne. Spomnimo se, ko je govoril, da je ovadba policije na specializirano tožilstvo zoper njega, ne, v zvezi z nekdanjo ministrico Bobnarjevo, da je to nek politični konstrukt, nekaj v tem smislu. Ne. S tem je v bistvu dal nezaupnico policiji. Ja, ampak glejte, a je zdaj to zaupanje v policijo pa v Ministrstvo za notranje zadeve kaj večje, ko je odstopil šef policije pa je ta minister preživel interpelacijo, ali je ljudem pravzaprav že čisto vseeno, ali kaj se zdaj dogaja z našo policijo? Mislim, da na tej neki nižji ravni policije, ne, ko imajo ljudje neposredno kontakt s policisti na terenu, da je še vedno kar visoko zaupanje, ne, v policijo. Čim greš pa više, ne, se pa to zaupanje zmanjšuje in mislim, da se pa povečuje hkrati vpliv politike. In ravno v takih primerih je to vidno, kar je zelo slabo za policijo. Ne. No, recimo ta teden smo spet lahko slišali o tem nakupu helikopterja, ki ga kupuje policija. Ne, no, prav na interpelaciji je celo minister za notranje zadeve rekel, sem Gorenc in sem celo varčen, a o 30 milijonih za 2 helikopterja, da to je pa preveč. Ne. Zdaj kupujemo 2 helikopterja, pač razpis je tak, to je razpis Ministrstva za zdravje in policije in tako naprej, več teh ministrstev. Zdaj, kaj v bistvu spet kupujemo? 30 milijonov dajemo za neopremljene? Za reševalne helikopterje, ki jih kupujemo brez medicinske opreme. Ja. To se zdi neverjetno. Ne, in potem razlagajo, češ, da se bolj splača kupiti helikopterje brez te opreme in potem posebej kupiti opremo, jaz ne vem, če je to ravno racionalno, tako da se spet postavlja vprašanje, ali bo šel določen denar tukaj iz javnega, iz proračuna, iz državnega proračuna. Ja, seveda, ampak mislim, v zasebne žepe bo tako in tako šel, ampak preveč denarja, ne? Ker mislim, da je samo en ponudnik se je tudi prijavil na razpis, kar zbuja sum, da je ta razpis pač bil namenjen za točno tega ponudnika. Ne? Ja, no sej na Komisiji za nadzor javnih financ, ki jo vodi Jernej Vatovec iz Nove Slovenije, se je on Vrtovec, se je spraševal in dejal, da upa, da ne kupujejo tako, kot recimo so kupovali, ko je Denis Avdić to kupoval. Pa poglejmo, kako je to bilo. Jaz imam enega gosta v studiu in sicer je Robert Sabol. On je pionir reševanja na motorju, pa rumeno intervencijsko vozilo. Skratka, on se zdaj zavzema za to, da dobimo v Sloveniji helikoptersko nujno prvo pomoč. Rabimo helikopterje. A ti lahko kaj svojemu rečeš zvečer? Ne, žal jaz nimam te moči, lahko tega dam pa na telefon. No, dej. Evo, bi bilo še boljš. Ja, dej, če pač ga že imamo tam. Direkt. Halo. Živjo. Gospod predsednik vlade, dober dan. Denis Avdić na tej strani. Ja, zdravo, dobro jutro. Zdravo, upam, da ne motimo preveč. Ne. Glavno sem bil kar. Kako lahko pomagam? Evo, takole, gost je gospod Robert Sabol, ki si prizadeva za pridobitev helikopterskega nujnega reševanja v Sloveniji. No, a lahko kaj več zvemo, kako gre kaj v tej smeri na tem področju, kdaj bomo mi dobili, ba jaz smo edina država Evropske unije, ki tega nima. V resnici imamo, ampak naš sistem ni tak, da bi bil prilagojen zdravstvenemu. No, skratka, zdaj da pojasnimo. Slišali smo, ta gospod Robert Sabol je zdaj proti nakupu tega helikopterja, ki je zdaj v igri. Sicer pa je Denis Avdić klical Tino Gaber in ona je dala na telefon našega predsednika vlade. Mislim pa, kaj je to? Muppet show? Ali... Ja, to je pač ta banalizacija politike, ne? Igranje z državnimi institucijami, torej on ni v vlogi fanta Tine Gaber, ne? Ja, enega po mnogih, ne? Ampak je pač v vlogi predsednika vlade. Ne? Na ta način
v bistvu samo vzbuja pri ljudeh še večje nezaupanje, ne, da gre pri teh poslih za neke dogovorjene stvari, ne, sploh pa na ta način, zdaj bomo pa mi, mislim, tako in tako je vse prirejeno, ne. Ko je rekel, ja, v redu, ga bom dala na telefon, v redu, ja, sem ravno kar je stopil izpod tuša, ali kaj. Tako, res bi rekel, če ne bi bilo, v bistvu je tragikomično, ni samo komično, no. Ja, to je res. No, še bolj tragično pa je to, ne, kar smo slišali spet v oddaji Bujica, v kateri je gostoval Branko Grims, namreč voditelj je vprašal, in o tem smo že lahko brali, pa je bilo potem zanikano, da denimo Nemčija vrača begunce, migrante vrača na zagrebško letališče. Ne. Zdaj, poglejmo, kako je Branko Grims odgovoril na to vprašanje. No, pa še eno vprašanje sem vam ostal še odprej dolžen, kaj je s temi nočnim letovima. Nočnim leti, ja. To sem pa 10 let opozarjal, da se bo začelo dogajati, ne. Ker tukaj so se, pa še isto problema Slovenija, ne, vnesli v sistem in sem lepo povedal, prej ali slej se bo ta val obrnil, kaj bo, začeli jih bodo dovažati nazaj. In zdaj treba nekaj zelo jasno povedati. Jaz absolutno zavračam tiste floskule Evrope, ki so mimogrede celo v tem najnovejšem kao paktu o sodelovanju, ne, za Evropsko komisijo, da je evropska solidarnost razporejanje ilegalnih migrantov. Čakajte, to je sodelovanje pri organizirani invaziji, ker mi smo v resnici žrtve organizirane invazije v Evropi, ne. In to pomeni, to je evropska norost, ne pa evropska solidarnost. Evropska solidarnost pa bo, če enkrat začnejo skupnost oziroma velike države pomagati manjšim, ki nimajo teh ekonomskih in drugih vzvodov, da pritisnejo na matične izvorne države teh ilegalnih migrantov, da jih dejansko vzamejo nazaj, ker zdaj jih noče vzeti. Ker veste, kaj se je v resnici dogajalo s temi ilegalnimi migracijami? Nekatere države na Bližnjem vzhodu, to je javna skrivnost, ne, so preprosto odprle zapore za klasične kriminalce in so rekle, pojdite v Evropo kot begunci ali pa boste klele do konca odslužali. In seveda so ljudje šli kle v Evropi, pa joj, pridite ubogi begunci, evo, imamo denar, imate stanovanja, pa zdaj se pa čudijo, zakaj je toliko kriminala, ne. No, lejte, kakšne so možnosti, da bi taka ideja, kot jo je zdaj povedal gospod Branko Grims, ki je evropski poslanec, da bi pravzaprav jih sprejel tudi Evropski parlament, da bi prisluhnil tem argumentom. Ne nazadnje Nemčija zdaj vrača te begunce. Ja, to je, rekel, tveganje, ne. Tiste države, ki so jih evidentirale, potem so lahko v bistvu deležne tudi, da jih vračajo, ne. Sami. In Slovenija jih je zelo veliko evidentirala, ki so šli potem seveda spet naprej, ilegalno so prišli čez eno našo mejo, ilegalno spet naprej, na zahod, na sever. In če se zdaj to dogaja na Hrvaškem, da jih vračajo, se lahko dogaja ali pa se bo dogajalo tudi v Sloveniji, ne. Ja, na letališče Jožeta Pučnika, ne. Ja. Mogoče se že, pa sploh ne vemo, ne, kar pravzaprav... Morda, ja. Pa ne vemo, ampak vsekakor je, so se nekoliko zmanjšale v prejšnjem letu, mislim, da število ilegalnih prehodov v primerjavi z letom prej, ampak še vedno je zelo visoko in v bistvu se ta problem v Evropi povečuje, ne. Ker to velik del teh ljudi potem dejansko ne pride na trg delovne sile, ni se pripravljen integrirati, ne, ampak celo jih veliko pristane v kakšnih kriminalnih združbah ali pa vsaj na plečih socialne države, izkoriščajo pač to evropsko blaginjo. In Evropa dejansko s temi ilegalnimi migracijami ne rešuje problema pomanjkanja delovne sile, ampak v bistvu uvaža probleme iz teh držav, med drugim tudi ta radikalni islam, ne. Ker delovno silo mi uvažamo posebej in to uradno, ne. Zakonito, seveda. Zakonito, ja. Mislim, delovna sila, ki prihaja zakonito, ker jo potrebujejo naše podjetja, naše gospodarstvo, vemo, da imajo težavo z pomanjkanjem delovne sile, je dobrodošla. Samo tista, ki je zakonita, ne. Ja, no lejte, predsednik Trump je razglasil
izredne razmere na meji z Mehiko. Ne? Ravno zaradi teh migrantov je prekinil tudi s tisto aplikacijo, ki jim je omogočala, da so se kar prek telefona naročili in zaprosili za azil. Skratka, te olajšave so bile. Ali se lahko kakšne izredne razmere zgodijo tudi v Evropi glede teh migracij? Približno 10 let nazaj smo imeli izredne razmere, ko je, ne vem, mislim, da 800,000 migrantov prišlo v Evropo. Ne. Mislim, da je bil to tudi čas vojne v Siriji, ampak niso prihajali samo begunci, prihajali so migranti iz mnogih držav Afrike, Bližnjega vzhoda, tudi Srednjega vzhoda, veliko jih je recimo iz Afganistana prišlo in to je bila tudi posledica te zgrešene politike Angele Merkel nekdanje nemške kanclerke, ki je v njih videla potencialno delovno silo za nemško gospodarstvo in vemo tisti njen rek wir schaffen das, ne, da bomo to zmogli, ampak žal vidimo, da so posledice v večji meri negativne kot pozitivne. Ne. In upam, da se to ne bo ponovilo, vsekakor pa v manjši meri pa se to še vedno ta pritok nezakonitih migrantov se dogaja. V Ameriki imajo pa tudi zelo velik problem na meji z Mehiko, ne? Pri čemer naši mediji zanimivo vedno govorijo, češ Trump ukrepa zoper migrante, zoper begunce. Tako in tako je praktično skoraj vsi tisti, ki prihajajo v ZDA preko pač meje Mehika ZDA, so ekonomski migranti, ne? Niso begunci. In tudi tega ne povejo, da so nezakoniti migranti. Torej tudi tisti, ki je ekonomski migrant in želi delati v ZDA, lahko to stori pač zakonito. Ne? Ampak je pa Trump zdaj razglasil te kartele za teroristične organizacije, te kartele, ki so se ukvarjali z transportom droge čez mejo. Ne? To je pa tudi pomemben podatek. Ja, Amerika je že desetletja v tako imenovani vojni zoper droge, zoper razpečevalce mamil, ampak mislim, da je to dejansko, ta vojna se ne more nasloviti z neko, da ti razglasiš, da je nekdo teroristična organizacija, dokler bo tako veliko povpraševanja v ZDA po drogah, do takrat bodo pač droge prihajale, ne, in bodo te kriminalne združbe, ti nič ne pomaga, tudi vidimo v Sloveniji, če umakneš eno kriminalno združbo, če jih zapreš, pride druga, dokler je pač povpraševanje, bo nekdo to zagotavljal. Ne. No, če se vrnemo v slovenski parlament, slišali smo po dolgem času spet Anžeta Logarja, ki je takole na interpelaciji govoril o politikih. Spoštovani minister, zase pravite, da ste ugleden politik. Poštenje in iskrenost ter odgovorno delo so na vrhu moje lestvice vrednot. Tako ste zapisali v odgovoru na interpelacijo. Poznamo politike, ki se predstavljajo pod blagovno znamko pošteno, pa so v številnih kazenskih postopkih. Pa take, ki prisegajo na javno zdravstvo, a se zdravijo v zasebnih, še raje tujih bolnišnicah. Pa take, ki zaupajo v pravno državo, ko se njihov primer znajde pred tožilci, pa pravijo, da je vadba farsa. Pošteni in iskreni politiki so, še dobro, da so. Ali spadate med njih, ali pa sodite bolj v pravkar omenjeno kategorijo, pa bo na nek način pokazala tudi današnja interpelacija. Dobro, interpelacija je pokazala, povedali smo glasove, zdaj to še ne pomeni nič v zvezi s poštenjem, ne? Ampak vendarle, Anže Logar je tu, na nek način smo lahko razbrali med vrsticami, govoril o Janezu Janši, o Milanu Kučanu in o Robertu Golobu, ne? Ste tudi vi to začutili v tem govorjenju? Zdi se, da se je Anže Logar po dolgem času nekako prebudil, ne? Ja. In da je spet postal bolj agilen v parlamentu, ne? Ja. To smo lahko pogrešali. Včasih je veljal za takega zelo, bi rekel, odločnega, dinamičnega poslanca, spomnimo se njegovih
zaslišan na preiskovalnih komisijah. Zdaj pa se očitno išče tukaj svoj prostor v tem političnem, pač na političnem prizorišču. In vemo, pred kratkim je Milan Kučan na dogodku Socialnih demokratov rekel, da velika koalicija ne pride v poštev, nikakor ne. Tukaj je ciljal seveda na Logarja, da tudi Logar ni ta prav za veliko koalicijo. Po drugi strani Logar doživlja tudi napade se strani Janše in njegovih medijev. Mora biti seveda kritičen do vlade, če je opozicijski poslanec, tako da v bistvu ne preseneča to njegovo prebojenje, ampak vprašanje, ali je dovolj tega sredinskega oziroma ali bo ustrezno nagovoril ta sredinsko volilno telo, da mu bo sledilo. Vsekakor pa je zdaj pokazal končno nekaj več ambicije. Ja, ampak ti trije, Janša, Kučan, Golob, so vendarle junaki nekih skupin ljudi. Vprašanje, ali bo to dovolj, da jih je takole označil. Ja, mislim, ena stvar je, če nekoga kritiziraš, drugo pa je, če ponudiš sam svoje rešitve. To pomeni, ni dovolj, recimo, da govoriš o sodelovanju, kako je potrebno presegati delitve in tako naprej. Moraš pač jasno povedati, nepremičninski davek je v redu, ker je tako, ali sem proti, zakon o zdravstveni dejavnosti je ustrezen ali pa ne, zaradi tega, ker bo pripomogel k propadanju javnega zdravstva. Kamala Harris je v redu, ne? Recimo, kjer je bil odločen, je bil pri tem, da je na TV Slovenija izjavil, da bi preferiral Kamalo Harris pred Donaldom Trumpom, kar je samo po sebi neumno, da se pred ameriškimi volitvami ali pred katerimi koli v tujini izjasnjuje za enega ali za drugega kandidata, ker v bistvu je to nespametno za politiko. Ampak ne samo to, to kaže tudi na neko neizkušenost, recimo, to je bil nek trik, ki mu ga je nastavil voditelj te oddaje, Marcel Štefančič, ga je to vprašal, če bi bil on en pameten, premišljen politik, bi pač rekel, nisem še razmišljal o tem, kakorkoli bi se... Ali pa bi rekel, to je stvar Američanov, koga bodo izvolili. Kakorkoli, ne pa da padeš na prvo finto, bi rekli, se je že spotaknil. Dobro, zdaj tale teden smo imeli, spet smo govorili o nekih aferah, ta zadnja se je držala predvsem stranke SD, tule imamo sliko velenjskega župana Dermola in pa nekega gospoda, ki je tudi član von Horvat, je podjetnik. No, to je slika, ko je pravzaprav direktor tega žalskega farmacevtskega podjetja von Pharma, ta gospod von Horvat je z velenjskim županom Dermolom podpisal pogodbo o nakupu 14,000 kvadratnih metrov zemljišča. No in potem zgodba se je razvijala, ampak glede tega smo slišali in je seveda tudi odstopil direktor Spirita, da je pravzaprav temu podjetniku pa še povezanim podjetjem Spirit dodelil neka sredstva, ne vedoč, da so podjetja povezana, in pa seveda je bilo še nekaj drugih sorodnikov, tudi povezanih z stranko SD, tako da recimo je potem gospod iz Spirita, gospod Capelj, odstopil oziroma minister Han je sprejel njegov odstop. Tu jo vidimo še na eni naslednji sliki. Zdaj, kaj vi mislite o tem, ali se te stranke SD lepijo afere, a se tega velenjskega bazena lepijo afere, kako je zdaj s tem? Imamo občutek, da tu nekaj ni v redu. Mislim, da občutek ne vara. To spominja na afero Litijska, kjer so bili tudi opleteni ljudje iz SD. Prav tako, pri čemer gre tukaj, mislim, da za 20 ali 30 milijonov denarja, prek tega javnega razpisa, ki sicer še ni bil razdeljen, je bilo to ustavljeno. Niti evro še ni bil. Ampak, torej še nekajkrat več denarja, kot je šlo v tistem primeru, so poskušali na ta način plasirati nekam. To pač mislim, da je simptom stanja, simptom načina delovanja Socialnih demokratov. Smešno je bilo, ko je na televiziji razlagal
predsednik stranke Han, da on kot gospodarski minister, da ne bo odstopil zaradi te afere, zaradi tega, ker če bo on odstopil, kdo bo potem preiskal to afero, kdo bo našel krivce in tako. No, podobno kot je Švarc-Pipan, pravosodna ministrica govorila, da ona ne bo odstopila, ker bo ona preiskala, kaj je v ozadju, pa v bistvu mislim, da je bila potem sama preiskovanka, da so njo preiskovali. Ampak pač tukaj ne sprejemajo objektivne odgovornosti, očitno pa te korupcijske naveze so zelo močne in vidimo, na kakšen način se denar steka v zasebne žepe. No, omenjali so tudi nečakinjo Sandija Češka, pa sestrično pravosodne ministrice Katič, to je vse SD, ne? Ja, ne vem, ali je bila njena ali od moža sestrična, v glavnem v sorodu, ne? Ja, to je vse SD. In brez dvoma se dogajajo tudi kakšne take anomalije pri drugih strankah, ko so na oblasti, tako pri sedanjih, kot pri sedanjih opozicijskih, to si ne smemo delati utvar. Zelo verjetno, da se v sklopu Gibanja Svoboda dogaja tega še več, samo manj pride pa ven. Ja, saj je že odstopila ena ministrica pravzaprav, za javno upravo. Za javno upravo tudi iz podobnih zgodb. Mislim, to je dobila potem zaposlitev na Slovenskih železnicah, Ajanović Hovnik, in je dobila zaposlitev na Slovenskih železnicah za 8.500 evrov bruto na mesec. To pomeni, se je povečala plača recimo za krat 2 v primerjavi z ministrom. No, ampak glejte, recimo v tem primeru Ajanović Hovnik je šlo vendarle za neke nevladne organizacije, pa človek razume, dobro, so nevladne organizacije, to so mladi ljudje, ki imajo neko napačno izobrazbo, ne znajo pravzaprav delati nič konkretnega, pa potem delajo za Soroša, recimo, ali pa za neke projekte. Ampak glejte, to so pa neki podjetniki, to je spirit, to je, deli se denar za inovacije. Jaz tega ne razumem, da oni so podjetniki, pa potem še vedno visijo na tem državnem koritu, da tako rečemo. Vsak, ki ustanovi podjetje, še ni podjetnik. To so podjetniki, očitno, ki prihajajo do denarja na te načine, ker ga v pravični, v pošteni, konkurenčni v tekmovanju, kjer je poštena konkurenca, ne uspejo se prebiti, ne uspejo zaslužiti na trgu denar in potem služijo na ta način. Tako da jaz jim ne bi pripisal naziva podjetniki. No, imamo pa podjetnika, ki je ta teden ustanovil svojo stranko Fokus. Poglejmo. Slovenija potrebuje zdravo pamet v politiki, potrebuje odločnost, potrebuje fokus. No, seveda zdravo pamet, to je podobno, kot je rekel tudi predsednik Trump, da se vrača zdrava pamet, to je bil prvi stavek. Zdaj, lejte, dejali so, delujemo pragmatično, ne ideološko. Torej, zdaj, ali imajo kakršnokoli možnost, da uspejo v tej stranki? Gospod Lotrič je uspešen podjetnik. Njemu se lahko reče podjetnik. Ja, njemu. Mislim, da na področju meroslovja, da je... Tako. On je ta self-made man, on sam se je naredil, v bistvu. Zdaj pa seveda nekje v nekem intervjuju je rekel, da gre on tako na proslavo Dražgoške bitke, kot tudi k maši. Zdaj, a je to nek združevalni element v tej Sloveniji, ki je vsa sprta in predvsem ideološko razcepljena ali ne? Ima možnost taka stranka ali ne? Podobno je delal nekdanji predsednik republike Borut Pahor, on je hodil na različne proslave, ampak funkcija predsednika republike je nekaj drugega kot strankarska funkcija, tam se mislim, da lahko prodreš samo z neko jasno opredelitvijo. Zdaj, na ta način, če govoriš, da nisi ne lev, ne desen, da ti gre samo za dobre rešitve, v bistvu mnogi ljudje te potem vidijo kot nekega vsegliharja, ali pa te že vnaprej nekam popredalčkajo, verjetno bodo njega ali pa so ga že popredalčkali nekje na desno. Tako da v bistvu na ta način naslavlja ta stranka prava vprašanja v Sloveniji,
vprašanje podjetništva, vprašanje poslovnega okolja, previsokih davkov. Se pa bojim, da je žal slovensko volilno telo tako, da je težko prodreti s temi idejami, ne? Ker smo tako prežeti z neko to še socialistično ideologijo, ne? Da kako je država tem boljša, bolj kot smo vsi enaki. Če nekdo ima nekaj več, ali je lopov, ali mu je treba to vzeti. Tako da to bi bilo verjetno bolj uspešno, taka politika v kakšni drugi državi. Pri nas pa bomo videli, ne, kako bo uspel. Ampak on zdaj v tej zgodbi jemlje glasove Logarju, ne? Zdaj, precej strank na tem, recimo, če tudi Lotriča prištejemo na neko desno sredino, se precej strank ustanavlja v tem prostoru desno od sredine, ki si bodo konkurirali, ne, na volitvah čez leto pa pol. Tako da za vse zagotovo ne bo prostora v parlamentu in gre za neke vrste kanibalizem. Torej, namesto združevanja vidimo cepljenje glasov, drobljenje. Na koncu, komu lahko to koristi, ne vem, Anže Logar, kot kaže po dosedanjih javnomnenjskih raziskavah, jemlje veliko glasov Novi Sloveniji. Zdaj Lotrič ali bo tudi jemal Novi Sloveniji ali bo segal v prostor drugih strank, morda bo kdo segal tudi v prostor Slovenske demokratske stranke kot najmočnejše opozicijske, recimo Logar naj bi že krepko segal tudi tja. Tako da bomo videli, kako se bodo zmenili pred volitvami. Je pa tudi tukaj mislim, da tisti sindrom, da hoče biti vsak petelin, ne, na svojem kupu gnoja in glavni, ne, na tistem, in da tukaj prevladajo neki parcialni interesi pred širšimi. Ne. Kaj bi bilo dobro za državo? No, seveda, in to je krasna iztočnica za zadnjo fotografijo. Parcialni interesi pred državnimi, zdaj čemu smo priča in kdo od teh dveh gospodov, to sta minister Kumer in minister Golob, bo prej odstopil, kdo bo prej odletel, ne? Mislim, kajti koga bodo nesle omrežnine, JEK2, mislim, mi smo imeli nekaj velikih zdrsov, da ne rečem popolnih kiksov na področju energetike, napačnih informacij, napačnih odločitev, vpliv na Agencijo za energijo in zdaj kaj, ne? Kaj se bo zdaj zgodilo? Ja, tukaj zelo globoko razmišljate, očitno, kaj se bo s tem zgodilo. Ne vem, vlada je dala vtis, da je zelo usklajena z Agencijo za energijo, ne, da se ta prenova sistema omrežnin, da delajo z roko v roki, ne? In potem na koncu, ko je prišlo do realizacije tega in so mnogi ljudje dobili zelo visoke položnice za elektriko, recimo tisti, ki imajo toplotne črpalke, je prišlo kar naenkrat do tega spoznanja, da to pa le ni v redu in na kakšen način potem je Golob kot ponavadi skušal prevaliti svojo odgovornost na samo agencijo, ne, na to direktorico Godino in skušajo zdaj na vsak način zamenjati. Malo jih je Evropska komisija tukaj zavrla, ker gre le za neodvisno institucijo. In zdaj, glejte, omrežnine, ne, ki sodijo pod ministra Kumra, zdaj one pravzaprav škodujejo tej agendi, temu cilju Goloba in tega osončanja, ne, kajti tisti, ki so dali sončne elektrarne, zdaj plačujejo zaradi tega več. Verjetno tudi čisto njemu osebno, ker ima on podjetje, ki se s tem ukvarja. Tako, njemu osebno to škoduje. Na drugi strani pa imamo tam ministra Kumra, ki je pravzaprav pravijo, ni objavil pravočasno avgusta lani tiste analize, ki je pokazala, ki jo je naredil gospod Mervar, koliko dražja je ta zelena agenda, ne, brez nuklearke, samo zeleno, ne, in da je to pravzaprav skrival. Tudi to mu očitajo, mislim, da je celo neka kazenska ovadba piratov bila v zvezi s tem podana. Torej, bosta zdržala do konca mandata, kdo bo prej šel, kako se bo ta bitka razpletla? Ja, Robert Golob ima še vedno 40 glasov od svoje same stranke Gibanja Svoboda v parlamentu, tako da
nič ne kaže na to, da bi šel, da bi se oni odvrnili od njega, da bi koga drugega našli, ki bi to prevzel. Mislim, da je gospod Kumer izhaja še iz tega firme GEN-I, kjer je bil Golob predsednik uprave in on je dejansko njegov človek. Službenec. Z njim počne Golob, kar pač želi, ga usmerja, tako da on je njemu brezmejno zvest, vsaj za zdaj, dvomim, da ga bo zamenjal, razen če se ne bo čutil, da bi njemu škodil. Ja. Ampak izgubili bomo pa vsi mi, namreč ta predlog, ki je bil podan v državni zbor, da bi mogoče za januar in februar vendarle plačevali nižjo omrežnino, to poletno, čeprav je zimski čas, pa očitno ne bo sprejet. Ne moramo zdaj za nazaj spreminjati. Mi zdaj januarsko elektriko že rabimo. Mislim, to je res ena velika zmešnjava, da nekaj za nazaj, da ne vemo, nismo videli. Mislim pa, da so prišli zdaj na eno fenomenalno idejo, da bomo morali po noči ugašati luči. Ja, seveda. Torej, po dnevi verjetno ni treba ugašati luči, ker jih ne potrebuješ, ampak bomo morali zaradi svetlobnega onesnaženja po noči ugašati. No, o tem pa seveda v naslednji oddaji. Kolega Nenad Gluks, najlepša hvala za vaše komentarje in hvala za pozornost in nasvidenje.